Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bova govorila o videomarketingu in sicer izhodišča sva vzela v Vistinem State of Video reportu za 2026, ko sva ga prebrala, pa se nam je zdelo tam veliko koristnih informacij in sva jih želela deliti z vami. In sicer se mi zdi, da ta report zelo dobro pokaže, da video ni več nekaj, kar podjetje dela občasno, ko ima kampanjo ali pa ko ima nov produkt, ampak da video postaja eden osnovnih načinov, kako podjetje razlaga, prodaja, izobražuje, podpira in gradi zaupanje. Torej, Gorazd, kaj danes loči podjetje, ki sam občasno objavi en video, od podjetja, ki video res uporablja kot del marketinga, prodaje in tudi podpore v končni fazi? Ja, tako kot si rekel, včasih si naredil en imidž, video, pa si to delal tako ad hoc, enkrat pa tako. Danes pa v bistvu kupec pričakuje video na vsaki točki, se pravi, ko odkriva problem, zakaj bi sploh tvojo storitev produkt rabil, ko primerja ponudnike, ko se odloča, ko uporablja produkt in konec koncev, ko potrebuje neko podporo, tako da je video v bistvu zdaj postal ali pa postaja nek sestavni del customer journey. Jaz, ko sem bral to poročilo, sem dobil občutek, da je video, rečemo letos, približno letos, no težko je to opredeliti, ampak postal nekaj podobnega, kot je bila spletna stran tam 1x2.5. Takrat si lahko najdu podjetja, ki so rekla, mi spletne strani ne rabimo. Danes se nam pa to zdi nekaj čist nepredstavljivega, da nekdo nima spletne strani. Se mi zdi, da se z videom dogaja nekaj podobnega. Ne? In zdaj, torej, če hočeš video imeti kot del customer journey-ja, to pomeni, da pač moraš videe redno objavljati. In zdaj se mi zdi, da ni problem v tem, da podjetja ne bi znala posneti videa, ampak da imajo težavo ravno pri tem, vzdrževati ritem oziroma razmišljati o tem, kamu se video dati, ne? Ker zdaj ti nisi videoprodukcija, če objaviš en video na let, če pa delaš to z enim videom na mesec, si pa pač produkcijska hiša, hočeš, nočeš. Ne? Ja, orodja so danes veliko bolj dostopna, konec koncev, ki ti pomagajo. Tako, kot si rekel, konsistenca je ključna. Zdaj zataknejo se pa podjetja o tem, kaj posneti, kaj snemati, na teh področjih, se pravi, bova se pogovorila tudi danes malo o temah, kako pride do tem, kakšne teme v bistvu, pa formati so v bistvu v redu, kako v bistvu to spraviti v nek tak framework, ki bi potem pomenil en tak recimo en ritem, skozi katerega bi v bistvu ti lahko to produciral, koga v podjetju pravzaprav vključati, to se mi zdi tudi pomembno, da se malo o tem pogovorimo. In en delno, ki se mi zdi dosti pomemben, pri tem, da en video ni samo en video, ampak ga danes res lahko uporabimo na več različnih kanalih oziroma naredimo neke derivate ali pa repurposing, kakorkoli hočemo. To se mi zdi tudi zelo pomembno. No. In se s tem olajšamo v resnici. Torej, tako. Če si zadamo za cilj en video na mesec, to ne pomeni nujno, da smo vsak mesec snemali. Lahko je to en long form content, webinar, podcast, nekaj tasga in iz tega nastane mogoče neka druga vsebina, ki jo v neki v srednji dolžini ali pa v zelo kratkem formatu uporabimo naslednji mesec ali pa v naslednji kampanji, kakorkoli. Tako je. Ok, če štartava kar s temi statistikami od Vistije, ki so notar, oziroma bolj praktično. Sej, podjetja, ki delajo video, morajo razmišljati o tem, torej, kaj funkcionira, kjeri kanali, kakšni formati in tudi podjetja, ki bi se tega na novo lotila in bo to pomagalo, kje začeti. Ampak kako se lotiti video marketinga v 2026? Najboljše je kar vzeti v bistvu vprašanja naših kupcev tam ali pa stvari, ki jih v bistvu naša prodaja dobi kot neke ugovore, ki dobi vprašanja, ko eno zadevo prodaja. Se pravi, tam imamo mi ogromno stvari, nekega potencialnih tem, se pravi področji, kjer se recimo stranke zatikajo, kam imajo dodatna vprašanja in kjer je potrebna dodatna neka razlaga. Vse to je v bistvu vir nekih tem, na katere lahko posnamemo video vsebine. Zdaj, kakšen format je pol odvisno, ali bomo dali razlagali, pa bo to recimo webinar, intervju, ali bomo delali na produktu, ki bomo pokazali, kako produkt izgleda recimo, ali bo to, ne vem, da bomo Q&A posneli, pa bomo vključili, interne, vedno je dobro, da v bistvu vključimo interne ljudi, se pravi, večina ljudi, se pravi, na video ne bodo vključeni interni ljudje, tam, ko mi govorimo o našem produktu, ko razlagamo, kaj smo mi kot podjetje, kako mi to rešujemo in tako.
Zdaj za neko mogoče manjšo obdelavo pa se tudi uporablja zunanje, ali agencije ali pa posameznike, ki nam mogoče kaj probajo sestaviti. Pa fajn je, da si vsakič zamislimo, ko vemo, da danes so te hooki zelo pomembni, kaj bo tisti glavni del videa, ne? Na kaj bomo odgovarjali, se pravi, katero vprašanje, ki se nam redno pojavlja na nekih feedbackih ali pa vprašanjih v našem supportu, kaj tukaj odgovarjamo, recimo. En tak zelo konkreten primer. Me je bilo v reportu še zanimivo, da v bistvu 4 formati daleč pred drugimi najbolj stvari vlečejo naprej, oziroma jih podjetja najbolj uporabljajo, kar pomeni, da jih tudi najbolj funkcionirajo. In to so izobraževalni videi najbolj, potem so produktni videi za družabna omrežja in pa webinarji. In se mi zdi to tudi logično, če to probam predstaviti nekako, kako se to uporablja skozi celoten funnel, ne? Izobraževalni videi gradijo razumevanje problema, produktni videi razložijo rešitev, videi za družabna omrežja so tista, ki morajo loviti attention, tisti prvi hook narediti, kot si rekel, ne? Webinar je pa tista vsebina, ki omogoča globino, čist drugačen pogled na stvari, kot res samo izobraževalni videi ali pa samo reklame, ne? Mogoče samo to, ko začneš z videom, ne, torej sploh, če se tega lotevaš, se mi zdi, da se si te prave stvari si povedal, ampak bi sam izpostavil, ne se ukvarja s tehnikalijami, ne se ukvarja s tem, kakšna kamera. Vaš telefon je najverjetneje čist dober za velik video, ker ljudje, ki gledamo videe, smo precej spustili pričakovanja to, kakšen produkcijski nivoj zahtevamo, da nek video pogledamo. Torej, zelo hiter je dober. Res je veliko bolj pomembna vsebina, kot to, da imamo mi kupljene te najdražje mikrofone, pa te največje kamere, pa najet najboljši studio, pa ne vem, kakšno sceno postavljati vsakič. Ja, mogoče edina stvar, ki je vredna razmisleka, je, da dajmo podnapise, ker vemo, da eni pač na mute poslušajo stvari tiste, kar... Ja, postprodukcija je zelo pomembna in to se mi zdi ful dober hint, ja, da sploh za social media videe je to nujno. Ja. Ok, dajva ločati še B2B pa B2C. Tukaj je kar nekaj razlik. Ne? Zdaj med našimi poslušalci veva, da je kar nekaj ljudi iz B2B-a, tam so bolj kompleksna prodajna okolja, precej daljše nakupne odločitve. Kakšni videi tam delujejo? Če zdaj primerjava B2B pa B2C, v tem delu dolžine videov večinoma so tukaj vse en long form, zato ko pač delamo webinarje in produkt demo, te razlagamo nek problem bolj v detajle, ne? Ker z B2B videom hočemo mi v bistvu zmanjšati neko tveganje, da bo nekdo, se pravi, tveganje v očeh tistega, ki se odloča za našo storitev. Gradimo zaupanje v nas, ne? Zaupanje ali v ljudi, ali v rešitve, ki jih prodajamo. Tako, ne? S kom bom delal, kako oni razmišljajo, kako so nekaj rešili, konec koncev so testimonijali naših strank lahko tudi. So vse te tematike, ki si rekel, ne, moraš učiti, moraš dokazovati, da imaš vrednost, moraš pomagati, moraš kupcu, kako pride do neke rešitve. Recimo, če mi, ne vem, prodajamo loyalty rešitve, ne bo dober video, ki bo govoril, ja, mi smo vodilni ponudnik, ne vem, loyalty rešitev in čisti neki branding. Z AIO ga mogoče malo rabaš, ampak ja. Ja, ok. Recimo. Ampak bi bilo pa recimo video, ki bi pa lahko imel veliko večjo težo, je pa zakaj, ne vem, zakaj loyalty programi propadajo, kako izračunaš ROI svojega loyalty programa in pol iz tega lahko tudi narediš pač malo šorce, ki bi bilo v bistvu ta hook in bi pripeljal na long forum. Drugač pa, če zdaj rečeva, kje delite te videe, je pa definitivno za B2B LinkedIn kralj, če rečeva za distribucijo, tudi pred YouTubeom. Ne mer se pa več tukaj samo gleda, koliko smo imeli, ne vem, nekih ogledov v celoti, gledamo tudi, koliko minut so ljudje pokonzumirali tega našega kontenta in nas smo dobili ta prave komentarje, ker če nam pa nekdo napiše, ne vem, direktor marketinga, ki ima tudi loyalty, to je pa res težava, s katero se tudi mi ukvarjamo, ne, že to ste dobili en trigger, da lahko mogoče ga kontaktirate, povabite, da mu kaj več razložite. Tako. Ja, če v B2B-u pogleda nek video 300 ljudi, 300 pravih ljudi, je to veliko več vredno, kot če bi to pogledali 3000 ljudi, ker ste pač to dali kot video dali, da ga oglašujete. Ne? Yep. Se mi zdi, razlika med B2C-em pa B2B-em je še ta, ki je meni zanimiva, je med
pri B2C-ju ti nekako večinoma prepričuješ posameznika, medtem ko v B2B-ju mora tvoj kupac prepričati še 5 drugih ljudi v podjetju, ker so pač nakupuje se, torej več ljudi se odloča za nek nakup. Zdaj, ali mu mora video pomagati, da razloži problem naprej, pa rešitev, ali pa moramo, tako sva govorila o ABM-u v prejšnjih epizodah, naslavljati različne vloge v podjetju, ki se bojo odločale za našo rešitev. Ne? Ja, ta del je res kar pomemben, da v bistvu lahko vse te ljudi nagovoriš, od direktorja, prodaje direktorja do na koncu uporabnika, kot tebe uporabljal. Ne? Tako. To, kar si omenil LinkedIn, se mi zdi tudi zanimivo iz statistike, da funkcionirajo zelo različni formati na LinkedInu. Torej, ni zdaj to samo, da mora biti nek kratek razlagalni video, kjer, ne vem, kar z nekim screencastom nekaj razložiš. Funkcionirajo tudi daljši videi. Torej, vidimo na LinkedInu vidimo veliko objavljenih webinarjev, podcastov. Mogoče tudi tale podcast gledate na LinkedInu, če ga bo objavila. Tega recimo še nisva probala, ampak statistike kažejo na to, da funkcionira, da so v B2B ljudje pripravljeni konzumirati video na LinkedInu. Kot takem, kaj najbolj funkcionira, tam pa še vedno je zelo odvisno od tega, kako trenutno deluje LinkedInov algoritem. Ne? Lani smo videli, da pač, če smo imeli vertikalne videe, je pač LinkedIn je zelo velik delo na adopciji, na adoptionu, torej pridobivanju mobilnih uporabnikov. Tako. In so vertikalni videi ful boljš funkcionirali. Mislim, da sem gledal neko statistiko, da se to zdaj spet malo spreminja in da so tudi navadni 16:9 videi, ok. Tako da ta del treba pa malo spremljati. No, tle je samo mogoče ena stvar, da ljudje ne bodo rekli, a veš, imamo ta completion rate, koliko ljudi do konca pogleda, taka metrika, ki se v videu dosti uporablja. Če imamo par šortih, ki so 3 minute dolgi ali pa 2 minute, tam res lovimo completion rate, pa rečemo 80% pa nekaj. Zdaj moramo se zavedati, da če imamo daljše videe in jih delimo, ne vem, po 30 minut, 25 minut, 40, in ljudje pogledajo 10%, 20% tega, smo mi v bistvu brand, se pravi, koliko so oni od nas poslušali, dober, ne vem, 10-krat, 20-krat več, kot pa v tistih šortih. No. Tako da ta del je pomemben za YouTube, pa to najbolj šteje. YouTube algoritem to zelo upošteva. Koliko je bilo v bistvu minut gledanja. Mogoče še tako, čisto konkretno, stvari, ki se mi v B2B zdijo, da najbolj funkcionirajo. Eno sem že rekel, neki taki čist enostavni razlagalni videi, ki razlagajo nek problem ali pa rešitev tega videa, rešitev tega problema. Pol videi, v katerih razdelamo nek problem ali pa neke pristope, torej neke primerjave recimo temu. Torej, imamo mašino A pa mašino B, ki delata podobne stvari, kjer je primerna za koga. Videi, ki naslavljajo ugovore, te bomo najlažje izvedeli, če vprašamo naše prodajalce, kaj slišijo. Potem demo videi, jasno, in pa neki case breakdowni, torej use case, izjave strank. Izjave strank so tudi recimo eden od formatov, ki pridobiva na popularnosti, torej da jih marketerji vedno več snimajo. Ok, greva zdaj na B2C. Zdaj, B2C je precej drugačen, torej tle smo omenjala long form videe, pri B2C-ju vemo, da imamo 3 sekunde, prej nekdo posvajpa naprej, torej pozornost je brutalno kratka. Kaj pa tam najbolj funkcionira? Zdaj, prvi cilj pri B2C-ju je ta emotion. Tam mora biti vse. Ti se moraš, ne vem... Moraš biti žalosten, vesel, jezen. Predvsem odločen, da boš kupil. Da bi ostal na videu nekaj se mora zgoditi, nekaj te mora pretegniti. Pa začutiti moraš, da to rečeš, to je zame zdaj, v smislu, da boš pogledal, da boš nekaj naučil, da bi ta produkt imel in ni, da najprej prodajemo produkt, vedno najprej ta del želimo navdušati, da si nekdo nekaj želi, da rešimo nek problem, da te inspiriramo, tako. Zdaj ostalo bi rekel, da neke formate, pa to, ko so za B2B rekla, kako v bistvu razložiš, razen mogoče te določen del, vse zadeve tudi na spletni strani, kamor damo, tudi vsem pokrivajo. V smislu, da produkt boljš razložimo. Ni to mogoče za ta 3 sekunde, ampak da imamo... Mogoče jaz sem tle, malo sem zavedel, omenil sem pač res ta 3 sekunde, pa swipe naprej, torej sem govoril o shortsih, reelsih in podobnih kratkih formatih. V B2C-ju tudi zelo funkcionirajo daljši videi, ampak tako kot si mogoče začel v različnih delih funnela. Definitivno pa
delujo ne več video na način najboljši, znižali smo tekaške copate, to ne bo delovalo. Boljše, če bi recimo dali nekaj v tem smislu, da rešujemo problem. Recimo, ne vem, če te po teku bolijo kolena, mogoče ne potrebuješ samo počitka. In pa zapelješ zgodbo, zakaj, kaj je, ne zanima me. Pri teh čevljih je pa en taka podpora, ne. In te zadeve lahko narediš. Zdaj, z dobrimi video vsebinami ne narediš samo v B2C samo dobrega awarenessa, ampak v bistvu ta pravimi zadevami, če razlagaš, kako se produkt uporablja, kako zgleda, kako je videti, tudi zmanjšaš recimo neka vračila, konec koncev tudi povečuješ neko konverzijo, ker se znajo bolj ljudje predstavljati, kako v bistvu produkt zgleda, ker ga nekdo ni ena slikca. No. Drugače, malo kupujem oblačil prek spleta, ampak recimo zdaj sem neke hlače kupoval in eno je pač da pogledaš ti mere, pa da se pomeriš, drugo pa da pač probaš dobiti občutek za ta material, ki obljubljajo, zelo je streč material. Tam pač je bil nek primernega videa, ki je nekdo oblačil teh hlač, tako. Hočem reči, dobri videi res dajo občutek, ali ta stvar je tako, kot piše, ali ni. In kot si rekel, zmanjšajo možnost, da bom jaz stvar vrnil, oziroma se bom bolj informirano odločil vsem skupaj. Ne? Ja, to je sama dodana vrednost v tem delu. Tako. Ok, B2B, B2C sva obdelala. En video format, ki sva ga že omenila, pa mogoče res raste, so webinarji. Torej, webinarji so ful zrastali v času COVID-a, pa so pa začeli mečkam padati predlani recimo in potem so vsi rekli, webinarji so zdaj spet mrtvi. Ne? To je bilo zelo senzacionalno, je bilo fino reči, da je nekaj ni. Ampak v resnici, če pogledamo procente, koliko se webinarjev in dela in konzumira, sem jih že omenil kot format, ki raste, še vedno ostajajo zelo visoko. Ampak zdaj mogoče pa, ko govorimo o videomarketingu pa o webinarjih, ne govorimo zdaj samo o tem, da rečemo, webinar je video, ki se bo v živo zgodil jutri ob 10 dopoldne in se bo končal ob 11 in to je to, ampak je to veliko več, ne? Ja, ni sam dogodek, lahko rečeva, da je nekaj, iz česar lahko narediš bistveno več. Bistveno več pa pomeni tem, da lahko nastane, ne vem, 10, 20 kosov nekih drugih vsebine, ki jo boš porabil drugi. Zdaj, če si zamislimo, da webinar, kako si že ti rekel, je poglobljena tematika, kjer bomo se poglobljeno v eni stvari pogovorili, najdemo neko osebo iz podjetja, ki nam bo to pomagala predstaviti ali pa dva, da to predstavita. Pol v bistvu iz tega ven naredimo, recimo, eno je, tle sam, da prijem rečem, kaj vse lahko naredimo. Dosti ljudi ustraši na webinarju, v smislu, 100 se nam jih je prijavili, pa je pa samo, 40 prišlo. Nekje svetovno povprečje je, da 40% ljudi pride, tako da če ste vse na 30 je v redu. Če jih pride samo 10%, ne zdaj krajšati webinarja, ampak drugič boljš povejte, kaj ljudje lahko takrat pričakujejo. In ta del je tudi zelo pomemben, ne? Dogodek je live interakcija, takrat je to treba izkoristiti, se pravi, ali so to neke ankete noter, ali nekaj posebenega takrat dobiš, če si prišel. Je Q&A na koncu, pa ljudje lahko nekaj vprašajo, lahko posameznika, rečem, iz tega podjetja je pa ta vprašal, nečemo tako, pa neko kredibilnost damo, predstavimo tako. In pa, ko imamo to vsebino narejeno, jo lahko distribuiramo tudi, se pravi, eno ostalim, ko se prijavili, pa niso prišli, to je že večina dela, pa jo objavimo kar na javne kanale, s tem, da tiste na javne kanale dajmo te live vsebine, tisto dobro, to mi zadnjič rekel, porezati stvari, kar so, recimo, kar smo prej na live imeli, smo malo razlagali. Ja, torej temu videu se reče on demand, torej webinar, ki ga pogledaš na zahtevo, ki se je zgodil v preteklosti, na to sem prej napaljeval, da webinar se ne konča ob 11, ampak webinar pol kot video vsebina še vedno obstaja, ampak res noben ne rab gledati, a mikrofon deluje, a me slišite, dajte kaj napisati v chat, a ne, dajmo to porezati, a ne. Ta del ni koristen, plus, če smo imeli na koncu nekaj stvari, dajmo to ven. Pa iz tega naredimo, že prej si moramo pa zamisliti, a bomo iz tega naredili, ene sekvence, pa bomo razsekali ta webinar, pa uporabili dele, a bomo landing page postavili, kamor ga bomo dali, ali bo del nekega, knowledge huba, ki bomo v bistvu zaklenili ta webinar,
tudi za vse ostale pa rekli, evo, daj nam mail, pa lahko gledaš tudi to vsebino in imamo pa nek Netflix kanal, v smislu, kjer imamo našo vsebino, ki si jo ljudje lahko vzamejo. Naredimo transkript tega, danes smo že res veliko rodi, objavimo to, transkripti so nam super in za SEO in za EO, tudi za ChatGPT in podobne iskalnike. Tako da res se tukaj da zadeve razdelati, se pravi, da dobite ogromen derivatov ven iz v bistvu enega poglobljenega videa, lahko naredimo neke zadeve, ki jih lahko prodajo uporab, lahko jih marketing uporab, lahko jih mogoče tudi v supportu, v izobraževanju strank uporabimo, tako da fajn pa je, da pa smo spet konsistentni pri tem, pa rečemo, da bomo vsake 2 meseca to delali, da ima pa vsake 2 meseca te stvari razvijati in pelati naprej. No, tle zanimivo to, kar si rekel, torej 40% ljudi prijavljenih ljudi ponavadi prije na webinar. Statistika še prav, da tretjina webinarjev privablja oglede ali pa ima oglede še vsaj naslednje 3 mesece potem, ko so se zgodili, če jih imamo na voljo on demand. Ja, zato jih ne zavreč, ne. Mogoče pa še to, res moramo paziti, da so webinari pa da dajo neko globino, da ni to reklama. Torej jaz grem zelo rad na webinarje od različnih vendorjev, ravno zaradi tega, ker vem, da bo tam imel vlogo nekdo iz produkta ali pa tudi nekdo iz marketinga, ampak bo delil neke informacije, ki jih jaz ne moram v marketinških materialih prebrati. Mogoče bi jih lahko razvozlal iz dokumentacije, ampak gre se v globino in jaz dobim nek nov nivo razumevanja produkta, ki ga prej nisem imel, ali pa nek pristop, kako se oni lotevajo reševanja nekega problema, kar je zelo koristno. Ker zdaj, če bomo mi naredili webinar, ki je samo reklama, pa to pol razsekali v 10 manjših reklam, pač nismo nič naredili. Ni to webinar. No. Tako. Ok, zdaj pa naslednji video format, ki je mogoče za naju zanimiv, pa bi ga malo omenila, so podcasti. Tako da, Gorazd, a lahko na podcastu poveš nekaj o podcastih ljudem, ki poslušajo podcast? Ja. Evo, nekaj malega o podcastih. Mi smo se v bistvu, toliko so webinarji, en del, ki jih tudi delamo, imamo tudi v bistvu kanal podcasta, raven za to in video in audio in so teme, katere tudi midva snimava za vas poslušalce, ki vas to zanima, pa vam probava razlagati neke stvari, ki so zanimive v CX-u. Hkrati pa v bistvu tudi delamo derivate iz tega podcasta, ki pa so v bistvu materiali, ki jih naša prodaja uporablja, v bistvu uporabljamo tudi za social, se pravi in za podcast, in za sekvence, in za recimo neke nagovore, se pa to v bistvu zadeva uporabiti. Tako da je v bistvu tudi ena taka multipurpose vsebina na koncev pride z enih teh podcastov. Je pa podcast mogoče tako, če se ga v podjetju lotite, webinar zahteva neko poglobljeno temo, pa običajno je ljudi malo strah, mora na webinar priti pa nekaj konkretnega povedati, me čekati na prezentacijo. Sicer ni vedno ta bojazen, ampak tako na podcastu je pa lažje, ker mogoče naredite en format, kamera posname, in v bistvu povabite mogoče neke sodelavce, pa eden tak je mal moderator, sprašuje in pa v bistvu veliko bolj sproščeno ljudje se tega udeležujejo. Tako. In je pa tudi super vsebino lahko iz tega dobiš. Se pravi, mora imeti vse neko idejo skripto, kaj želimo doseči, ne za skripto, kaj vam povedal, ampak v smislu tega, kaj cilj, da želimo sporočiti. No. Ja, zdaj se mi zdi, da te poslovni podcasti rastejo in v Sloveniji in v tujini. Jaz tako nekako opažam, bi rekel, 3 formate. Eden je mogoče tak, najbližji nama, torej, kjer se proba govoriti o nekih izzivih, ki jih podjetje rešuje, kjer ta dva delata. Drugi je ta, kjer je zelo velik, kjer je vedno nek gost, torej ali je nekdo gost, nek interni zaposlen, ali je to nek partner, ali je to neka zadovoljna stranka. Tretji format se mi pa zdi, da je tako za pridobivanje ogledov iz stališča. Torej imaš goste, ampak gosti so prepoznani ljudje ali pa kakorkoli nekako znani, zanimivi ljudje, kjer želiš dobiti, rečemo, neke nove oči, zato ker bo ta gost pripeljal neke nove obiskovalce ali pa gledalce. Kar je meni super pri podcastu v primerjavi z webinarjem, da je še malo manj spoliran, da je še bolj pogovoren in se mi zdi, da tam pa dobiš
to razmišljanje teh ljudi, ki so na podcastu, kako rešujejo nek problem, kako pridejo do rešitve. Torej, ni nek čist jasen končni odgovor, mogoče to podaje neke smernice, ampak ti da ful izhodišč za razmišljanje naprej. A ne? Če rečemo nek blog post, je zelo fulmorilen, čist spoliran, zelo jasno mora biti na koncu, kaj si povedal. Webinar je pač pripravljen, ima tudi neko strukturo, medtem ko podcast ima to svobodo, da pokaže, kako pridemo do neke poante. Ne? Tudi mi začneva nekje in prova pač pride do neke poante. Jasno imava razdelano, o čem bova govorila, ampak je pa veliko bolj dinamična vsebina. No? Tako da se mi zdi, da v B2B-ju lahko z nekim takim podcastom dajeva našim potencialnim kupcem ravno to, da vidijo, kako mi razmišljamo tukaj, kako se spoprijemamo z nekimi stvarmi in tukaj probava graditi neko zaupanje. Ne? Jasno, hkrati pa deliva to znanje naprej, zdaj pač nama je podcast kot format zelo všeč iz stališča, da jih rada poslušava in zaradi tega se mi zdi, da pač tudi funkcionira to, da jih pač zelo rada delava. In sva pač res vesela vsakega, ki posluša. Tudi res je dober občutek, kdo od vas, ko se srečamo na kakšnem sestanku, reče, jaz vaju pa že poznam, vidva pa mene še ne, ker vaju gledam na YouTube. To pač vsakič se nama ful dobro zdi. Tako je. Zdaj pa ne smemo pozabiti na umetno inteligenco. Ne bi šla epizoda mimo, če jo ne bi, ampak igra pomembno vlogo pri produkciji videov. Zdaj, statistika pa tudi realnost kaže na to, da AI ni prevzel video sveta, niso zdaj vsi videi narejeni z AI-om, ampak zelo pomaga predvsem pri produkciji, torej pri tem, kako pripravljamo video, pa v postprodukciji. Ja, predprodukcija pa postprodukcija, se mi zdi, da je AI večinoma zdaj prevzel ta del, oziroma kjer ga lahko najbolj ljudje v takem case-u, ko sva zdaj razlagala, da interno se to dela, največ uporabimo. Prej si mi govoril, da so eni strošek reklame, take high production reklame, ki staje sicer $500,000, znižali na 20 ali 50 tisoč dolarjev z uporabo AI-ja, ampak to je še vedno zelo veliko denarja za eno reklamo. Ne? Ja, to je bila reklama pa je na Super Bowl, tako da, ampak to res pomeni, če bi naredil celo reklamo za AI-om, kar pa v realnosti pa se ne porablja. Ne, sploh če gledamo ta predprodukcija, to je ta del, kar recimo ste v marketingu, pa vam rečejo, da bi mi video začeli delati in tako, jaz nisem delal video nikoli, oziroma kako se tega sploh lotati. Je ran ta del, da ti pomaga v bistvu teme iz nekih problematičnih stanj ali pa vprašanj dobiti, potem kako bi ti teme lahko naslovil, kaj so različni angli, kako v bistvu to mogoče v kakšen format, da ki najboljše razložiš, a je to intervju, a je to webinar, a so to vprašanja, pa damo eno osebo, pa posnamemo vprašanje odgovor. Take zadeve, to nam AI lahko vse pomaga, eventualno tudi pomaga skripto napisati. Drugi del bi pa rekel, je pa v postprodukciji je pa ta del, da nam pomaga, da ta transkript celotnega videa, podnapise, mogoče tudi podnapise v različne jezike. Se mi zdi, v tem delu so pa različna orodja, kar zelo koristna, AI orodja. Moja še ti, mi sam še zlagal ene dobre, sem tudi omenjeni tam v videu. Ja, gledal sem torej ta video od Vistije, kjer govorijo o tem o State of Video reportu in ta njihov vodja produkcije razlaga, katera orodja on največ uporablja ali pa katera bi on priporočil in na kakšen način jih uporablja. Se mi zdi, da predvsem to, na kakšen način jih uporablja, ker vsi vemo, da lahko ChatGPT-ju rečemo, napiši mi scenarij. Ne? In tle se mi zdelo par dobrih idej, ki bi jih delil. Vsaj neki od teh. Torej, eno je, on je rekel, da uporablja Claude za pripravo scenarijev in ne pač samo napiši mi scenarij, ampak s Claudom je naredil najprej Claude skill, ki je bil narejen iz preteklih scenarijev in prav, da mu res dobro funkcionira. Torej, da ima za nek krajši video potem res sam še 15 minut dela, da ga malo spolira, pa da odstrani tisti AI slop, ki v vsakem primeru ga mečkam pride noter. Ne? Drugo orodje, ki ga je omenil, je bil 11 Labs in sicer za voice-overje, ker se mu pogosto zgodi, da je mogoče vse skupaj že posnel, potem pa od kakšnega igralca sam manjka en voice-over ali pa sam par besed pri enem voice-overju, da bi vse skupaj bolj funkcioniral
in zdaj da ne kliče tistega igralca nazaj v studio, da še ta delček posnamejo. To naredi kar z AI-om, z 11 Labsom in sicer prav, da ne uporablja samo tega text-to-speech modela, ta je rekel, da doskrat naredi tak mal robotski glas, ampak kar priporoča je, da se uporabi 11 Labsov voice changer. Ta pa v bistvu to naredi, da ti na glasu od igralca natreniraš model, potem pa je rekel kar on, ki editira video, sam posname tist voiceover, ki bi ga rad imel, torej reče in sedaj. In potem samo spremeni glas tega v glas igralca, kar pomeni, da v bistvu ni tekst, ni audio zgeneriran z AI-om, ampak AI samo spremeni audio. Ne? To mi je res fascinantno, nisem še probal. Ampak tako, zanimiv del mi je. No. Vse drugo je pol 11 Labs res uporablja tudi za sinhronizacijo, odlična stvar, tudi druge rešitve so, ki to omogočajo. No? Ampak prej smo omenjala podnapise, sinhronizacija je definitivno naslednji nivo. Ne? Kaj pa, če je zvok bolj slab? Ja, to je tudi eden od orodij, ki jih je omenil. To se tudi nama že zgodilo, da sva kdaj pozabila tele mikrofone, pač imela sva jih, ampak niso snimali. In mislim, da je tam Nates 9 Monter to uporabil. In sicer Adobe ima eno orodje Enhanced Speech, brezplačno orodje, ki res večino audio posnetkov, oziroma kjer bi radi, da zvok boljši izpade, čeprav smo pač posneli zvok samo s telefonom ali pa z računalnikom. Tudi mogoče, ko posnamo webinar, pa mogoče nismo imeli tam mikrofonov, smo snemali samo direktno na računalnik, če damo audio čez Enhanced Speech model, pa to pol uporabimo v tisti verziji, ki je on demand, je to definitivno boljše. Še eno orodje, ki se mi zdi, da ga je na zanimiv način uporabil, je Suno. Suno vsi poznamo kot AI za izdelavo komadov, jinglov in teh stvari. Kako ga on uporablja, da ga zelo velikrat uporablja za glasbo za ozadje. In sicer kar naredi je, da v Gemini naloži nek MP3, nekega komada, ki mu je všeč, ali pa nekaj, kar je prej uporabil, in reče Geminiju, opiši ta MP3 v detajle in mi pripravi prompt za Suno, kar je pa rekel, da sam še naredi, preden ga požene v Sumo, da doda nov improvisation, ker je rekel, Suno je zelo rad kreativen, vsi komadi potem zvenijo zelo popiš in če to doda zraven, so pa v bistvu veliko boljši. No? Okay. Tako da te so mi ostalo v spominu kot res tako zanimive načine uporabe AI-ja. Ena stvar, ki jo tako v zadnje čase razmišljam, ko se pogovarjamo o tem, kako neke AI stvari upeljati v podjetja, je, da ne bo AI igračka posameznika. Torej, če je uporaben, ga je treba spremeniti v workflow. Torej, ne sme biti, Andrej zna nekaj narediti v Cloudu, bomo to njemu dali, pa drugič bo Goraz nekaj zna narediti v ChatGPT-ju, pa bo Goraz nam delal skillse. Dajmo pač postaviti sistem, dajmo to kot del workflowa imeti. Če je audio vedno z enhanced speechom, pač mu dvignemo kvaliteto in to vedno naredimo. Z Opus Projem vedno naredimo klipe iz webinarja ali pa iz podcasta in to vedno pač tako naredimo, ne da enkrat nam ChatGPT nekaj generira iz transkriptov, drugič Opus, tretjič še neka nova orodja. Ni nujno, da to najboljš, dajmo iskati nova boljša orodja, ampak ne bo to workflow, ne da pač čakamo, da ima Goraz čas, no to sem hotel reči. Tako ja, da se ljudje pa ne ukvarjajo s tem, dajmo zdaj najdeti nekaj, da mislim, veš. Tako. Okay. Za zaključek sem si zamislil, da prova to vse skupaj čim bolj praktično narediti. Torej, zdaj smo se nekako pogovarjali, kje je video v letu 2026. Zdaj pa kaj naj nek marketer naredi v ponedeljek zjutraj, ko se bo lotil video marketinga? Zdaj, če nima še nobene strategije, bi bilo fajn, da se najprej loti strategije, pa je mogoče prvi korak, da gre skozi teme, kje bi lahko teme dobil, se pravi, kjera področja so v podjetju, ki se nek content generira, ki bi v bistvu dobil vprašanja ali težave, si z tega naredi seznam tem, ki bi želeli v naslednjih pol leta odgovoriti, nasloviti, skozi video si izbere eno temo in na tej eni temi reče, kater format je najboljši, to webinar, bi imeli nek intervju z nekom iz produkta, se potem pripravi na skripta kot tretji korak, kako bi bilo, kaj bi v bistvu povedali in že kar v bistvu zraven se zelo razmislili tudi to,
kje bomo mi to vse uporabljali, se pravi, bomo dali pol v mail, bomo pol, ne vem, še neke objave z tega naredili, ne vem, 5-10 na social, bomo pa še v prodaji to uporabili, bomo to dali še na produktno stran, se pravi, se ta del definiramo in si določimo tudi na koncu neke metrike, da bomo lahko med sabo malo primerjali te videe, se pravi, koliko je bilo mogoče celotnih videogledov, koliko smo nekih konverzij iz tega dobili, tako, 3 metrike zberemo, evo, pa je to mogoče ena stvar, ki se jo lahko lotaš, pa si narediš en plan. Ko imaš plan, včasih je treba še šefa prepričati, da bo to odobril, sploh zaradi tega, če hočeš neke sodelavce iz drugih oddelkov uporabiti. A imaš še nek elevator pitch za CMO-ja? Elevator? Ne razmišljati, koliko video lahko narediš, ampak razmišljaj, kakšno vrednost lahko iz enega dobrega pogovora, webinarja ali pa za ene dobre razlage ustvariš za različne kupce na različnih točkah v customer journeyju. Če mogo jaz povzeti ta report, ki sem ga prebral, bi mogoče začel s tem, končal s tem, kar sem začel. Torej, če danes ne uporabljaš videa, je podobno kot če leta 2005 nisi imel spletne strani. Torej, mogoče danes čist gre, ampak skozi težje bo razložiti, zakaj te ni tam, kjer te kupci pričakujejo. Dobro, što pove. Hvala. Ok, mislim, da sva zaključila. Hvala za poslušanje. Če vam je bil ta video všeč, dajte ga lajka, dajte ga šerat, dajte napisati kakšen komentar. Če imate kakšen predlog za temo, ki bi jo radi, da jo obdelava, dajte tudi napisati. Dodajte na LinkedInu. Hvala, Gorazd. Hvala, Andrej. Še enkrat hvala vsem vam, pa se vidimo naslednjič. Čau.